Pozdravljeni! Danes smo se zbrali skupaj, zato da poslušamo pogovor z gospodom Vojnovićem, ki je avtor letošnje maturitetne knjige Figa. Torej, preden se potopimo nasplošno v Figo, ki je zelo, zelo dober roman, zdaj eseja, kakor se tudi sami spomnite, se dijaki zelo, zelo bojijo. Kako bi pa vi pomirili letošnje maturante? Ja, eseja si predstavljam, da se kar bojijo, ne samo eseja, mislim, da mature. In to je moja težava s tem, da je bil moj roman zbran za to maturo, ravno s tem, da verjamem, da pač marsikdo eseja pa mature ne bo opravil tako, kot si je zaželel, in potem imam jaz eden od seveda krivcev, ne. Je pa res, da pač moj spomin na maturo je povezan predvsem z deli, ki smo jih takrat obravnavali in ki so bila, po mojem mnenju, dosti težja in nedostopnejša kot sta letošnja romana. Mi smo namreč brali drame, 4 različne drame, in to je bilo kar zahtevno branje za nas takrat. In zdi se mi, da od takrat nekako so nekje ti ljudje, ki odločajo o tem, katero delo bo maturitetno delo, nekako prišli do spoznanja, da se je treba z izbranimi deli dijakom približati, vsaj toliko, da zbirajo neke precej, bom rekel, dostopne, tudi berljive literarne izdelke in na ta način, da lahko, mislim, na nek način tudi uživajo. In jaz verjamem, da sigurno ne vsi, ker to je nemogoče, ampak da precej dijakov bo v obeh romanih, ki sta letos za maturo, uživala, ne, in že samim tem bo seveda jim olajšano tudi samo pisanje eseja, pa sploh vsega povezano s tem, ne. Mislim, da pač moj roman ponuja precej vstopnih točk, da se lahko precej najdejo nekje tu, ne mogoče v vseh zgodbah, ki so noter, ampak vsaj v kakšni. In že to se mi zdi, da je nekaj, kar bo marsikomu olajšalo, ne, kjer bo lahko mogoče tudi se pri pisanju eseja, pri razmišljanju o eseju in vsemu temu tudi mogoče navezoval na lastne izkušnje, na neka lastno dojemanje sveta. Tako da v tem smislu bo zadovoljeno tisto, kar je pač pri literaturi nujno, ne, to je pač, da bralec uživa, ne, da ne razmišlja o tem, kako opisuje esej, ampak da bere nekaj in poskuša se prepustiti in poskuša uživati, ne, ker to je bistveno, ne. Prisilna branja niso dobra branja in jaz upam, da bo čim več dijakov v bistvu nekako v tem videlo neko priložnost, da preberejo nekaj, kar jim bo mogoče delno ali pa v celoti všeč. Zdaj, zakaj pa ravno naslov Figa? Kaj za vas pomeni Figa? Imamo kakšne avtobiografske elemente slučajno v tem romanu? Figa, v bistvu, ko rečem figa, to verjetno vsakomu od nas prikliče v glavo neko popolnoma različno sliko, ne? Vsak si s figo postavlja po svoje, ne? In jaz si pod besedo figa predstavljam eno točno določeno drevo, pred točno določeno hišo, točno določene ljudi, ki so živeli v tej hiši. In to je nekako ta svet, ki mi ga ta beseda prikliče v misli, je v bistvu svet, iz katerega je zrasel ta roman, ne? To ni avtobiografski roman, je pa ogromno nekih avtobiografskih elementov noter, ki so seveda preoblečeni, predelani, fikcionalizirani, tako da so seveda precej drugačni od tistega, kar sem jaz sam doživljal, pa spet zelo povezani s tem, ne. In beseda figa nekako zame nekako res označuje tisto, v čemer ta roman korenini, ne. Po drugi strani se mi zdi, da govori prav to, govori to, kar je pomembno, ko govorimo o jeziku, ne? Da vsaka beseda vsakomur od nas pomeni nekaj drugega, ne? Karkoli poveš, v bistvu vsakomur od nas prikliče neko drugo stvar v misli, nek drug občutek v misli, neko čustvo, ki je specifično, ne? Ampak spet se pa lahko razumemo. Spet pa, ko rečem figa, vsi lahko razumemo, kaj imam v misli, kaj želim povedati, ne? In to je ta v bistvu lepota jezika, ki je hkrati tako različen, pa vendarle omogoča neko sporazumevanje, in to na nek način je tudi zgodba tega romana, ne? Da smo si na nek način tuji, ampak da se pa lahko razumemo, da
da so zgodbe, ki si jih govorimo, v bistvu, da pravno preko zgodb, ki si jih govorimo, seveda lahko nekako posredujemo tisto, kar čutimo drugemu človeku. Zdaj, ko ste rekli, da figa predstavlja vsakemu nekaj drugega, je to res lepota jezika, se zelo strinjam. Zdaj, znotraj knjige ste pa zajeli ogromno tudi zgodovinskih dogodkov, ne? Od druge svetovne vojne, okupacije Slovenije iz italijansko-nemške strani, potem osamosvojitev, tudi vojno na Balkanu, ogromno zgodovinskih elementov je noter. Zdaj, pojavlja se pa vprašanje, ko ste tudi rekli, da so zgodbe zanimive za vsakega, ne? Vsak se lahko najde nekje. Ta generacija maturantov, ki letos bere vašo knjigo, mogoče se ne spominja v živo, kak je bilo v času Jugoslavije ali pa v času osamosvojitve, ko je prišlo do težav z državljanstvi pa vsega tega. Kako mislite, da lahko oni razumejo te elemente v vaši knjigi, če se ne zavedajo točno, kako je bilo živeti v tistem času? No, mislim, en čar literature je tudi v tem, da se lahko vsak bralec v bistvu znajde v njej, tudi če ne pozna seveda zgodovinskega ozadja. Zato pač beremo zgodovinske romane, zato beremo znanstveno-fantastične romane, zato beremo takšne in drugačne romane. Seveda, ne glede na to, kako zelo so umeščeni v nek čas in prostor, jih lahko beremo povsod, ne, in kadarkoli. Ne. Zato je nek čudež, ki se seveda zgodi, ko beremo, da lahko razumemo tudi nekaj, kar nam je na prvi pogled popolnoma tuje. Z druge strani se mi zdi, za razliko od mojih prvih 2 romanov, je tu vseeno vse ta zgodovinske okoliščine, da rečem neka političnost romana, potisnjena vseeno nekoliko v ozadje. Res je, da seveda se odpirajo teme druge svetovne vojne, življenja v socializmu, komunizmu, osamosvojitve, balkanskih vojn in tudi današnjega časa in njegovih nekih problemov. Ampak po drugi strani pa to ni ključno, se mi zdi, za razumevanje zgodbe. Seveda pomaga in po eni strani se mi zdi tudi prav, če se tudi današnji dijaki seznanijo seveda s temi obdobji. Vem, da pač ponavadi nekako pouk zgodovine pride do druge svetovne vojne, potem pa pač žal zmanjka časa. Ampak zdi se mi, da glede na to, da živimo v današnjem času, ki ga knjiga opisuje, vseeno zaznamuje in v marsičem tudi določa, se mi zdi, da je na nek način dobro, če se dijaki s tem čim bolj seznanijo. Verjetno marsikoga te stvari se ne zanimajo. Je pa res, da dejansko včasih zelo težko razumeti, kaj se nam zdaj dogaja, če ne razumeš, kaj se nam je dogajalo prej. In v tem smislu se mi zdi, da bi mogli na ta način razumeti, da je to nekakva priložnost, da v bistvu tudi skozi to knjigo, pa skozi drugo knjigo, Konje krast, na nek način razumemo, nekaj izvemo o tem svetu, ki je bil ne tako davno, in o njegovih posledicah. In kako, na kakšen način ta preteklost postane tudi del sedanjosti. Ker v bistvu še vedno so živi ljudje, ki so te stvari doživeli, še vedno so te teme, ki so se takrat odprle, tudi bolečine, v bistvu še kako prisotne. Tako da se mi to zdi neka, mislim, v bistvu prej prednost teh 2 knjig, kot pa slabost. Je pa seveda res, da mladi tu pa težko nekako črpajo iz lastnih izkušenj in da so na nekem tujem, bom rekel, polju. Ko ste rekli, seveda mladi težko črpamo iz teh izkušenj, ampak imamo še vseeno odnose vsakodnevne v bistvu z generacijami, ki pa so živele v tem času. In zato je tudi med Slovenci pogosta tudi neka nestrpnost do priseljencev z juga. Tudi v tem smislu, ker pač v bivši Jugoslaviji je bila Slovenija na začetku razvoja in vse ostale države so bile nekako zadaj. In to se tudi vidi v vašem romanu, še posebej med pogovori upitega Daneta pa Safeta. In zdaj me zanima, a je tega bilo včasih več, kot je danes? Mislite, da je to danes še prisotno prav zaradi tega odnosa med generacijami ali ima še kakšen drug razlog? No, mislim, neka nestrpnost v družbi, neki predsodki, nek odpor do tujega, novega, priseljenega je ves čas prisoten. Zdaj, seveda, ni ves čas prisoten na enak način, vedno je odvisno tudi od trenutnega situacije. Vsekakor je bilo, tega več mogoče
recimo v 90-ih, pa mogoče prej, ko so nastajala neka ta tudi trenja na nacionalni osnovi povsod po Jugoslaviji in se je tudi veliko delalo na temu, da se ta trenja povečujejo. Mogoče jih je bilo vmes potem manj, mogoče ko smo vstopali v Evropsko unijo, smo se pogovarjali o nekih drugih stvareh, smo poudarjali neke druge vrednote in seveda jih je mogoče trenutno več zaradi takšnih in drugačnih razlogov, zaradi migrantske krize, predtem finančne krize. Tako da to je vedno neka valovanja so v družbi, je pa to dejansko ves čas prisotno. Ne? Razlogi so seveda lahko takšni in drugačni, ampak te stvari so prisotne. Ne vem, če je to odvisno od generacije. Mislim, da tudi najmlajša generacija ni imuna na vse to, ne? Na neke, mislim, mogoče se to kaže v nekih drugih oblikah, mogoče niso nastrojeni do priseljencev z juga, pa so bolj proti migrantom, mogoče trenutno so neki v spredju mogoče neke politične nestrpnosti, se delimo na leve in desne, ali pa ne vem, takšne in drugačne. Ne? Ampak dejstvo pa je, da je to v bistvu nekako v človeku in da nerazumevanje, iz katerega potem vse izhaja, ne vem, je pač tisto, kar je v bistvu nemogoče povsem izkoreniniti. Ne? In lahko le blažimo, lahko se seveda potem z nekimi določenimi zgodovinskimi okoliščinami vse zaostri. Ne? In tako da v tem smislu seveda je fajn, da se o tem govori, da predvsem mladi, da se tudi zavedajo, ne? Tudi če so neka čustva, je fajn in skoraj nujno, da se jih pač zavedamo, ne? In se o njih pogovarjamo. Le tako lahko pridemo v neko boljšo družbo, kjer je tega manj. Tako je. Zdaj, če se navežem na ta vaš odgovor, zdaj, ali menite, da prav to nerazumevanje mladih, še posebej zdajšnje generacije, kako je bilo v času bivše Jugoslavije, v času te ureditve, a mislite, da je zato tudi ta novo nastala jugonostalgija v zdajšnji generaciji tako močna? Pa ne vem, zdaj zelo težko rečem, koliko jugonostalgije v zdajšnji generaciji. Niti ne bi tega mogoče, če že govorimo o neki najmlajši generaciji, zelo težko govoriti o jugonostalgiji. Ne? Če se nekdo, jugonostalgiki so lahko ljudje, ki so živeli v Jugoslaviji, pa se nekako z nostalgijo spominjajo tistih časov, predvsem svoje mladosti, nekih brezskrbnih časov. Mislim, da pri mladih o jugonostalgiji zelo težko govorimo. Ne? Mladi pač, ja, seveda imajo težko neko razumevanje kompleksnosti tistega časa, poznavanja tako temnih kot svetlih plati. Ne? Zelo težko imajo nek odnos do tega, ki temelji na neki realnem zavedanju, kaj tisti čas oziroma tista država sploh bila. Ne? To, kar imajo mladi, imajo lahko da lahko jih privlači nek tisti prostor iz takšnih in drugačnih razlogov, bodi si nekih prijateljskih, družinskih, lahko jim je ta prostor zanimiv, ker je malo eksotičen, malo drugačen. Mogoče jim je zanimivo ravno to, da spet pri nekaterih drugih sproža nek odpor, ne? Skratka, da z njim provocirajo. Lahko jih je zanimiv, ker pač je tako zelo drugačen od nekega, recimo, severnejšega evropskega prostora, spet, da najdejo nekaj drugačnega. Tako da v tem smislu se mi tu ta, recimo, trenutna privlačnost Balkana ne zdi v ničemer problematična. Ne? Tudi če pride včasih do tega, da potem nekritično jemljajo stvari, do katerih bi po vsej logiki morali biti kritični, do nekih propagandnih, tudi nacionalističnih vsebin in takšnih in drugačnih. Mislim, da tu ni neke velike zgodbe zadaj, bi rekel. No, super. Zdaj pa, če se spustimo še malo bolj v samo vsebino romana. Zdaj na eseju je zelo, zelo pomemben uvod. To se zagotovo tudi sami spomnite, ki mora biti čim bolj zanimiv, da ne samo bralca, ampak posebej ocenjevalca pritegne. Na kakšen način bi vi mogoče zdaj na kratko spisali uvod v vaš roman? No, jaz moram priznati, da bi se vzdržal najraje teh nasvetov. Jaz namreč nisem najbolje pisal maturitetnega eseja, tudi mature na splošno, ne, tako da
zelo težko kaj pametnega svetujem. Ne? Tudi niso mi najbolje poznani kriteriji, po katerem ocenjevalci ocenjujejo vse je zapisano in tudi ne vem, koliko se je v zadnjih 20 letih to spremenilo, način, na katerega se pripravljaš, na katerega učitelji pripravljajo učence, naj ta esej napišejo. Ne. Vsekakor se mi pa zdi, da pač bi bilo, po mojem mnenju, ampak to zdaj ne vem, a bom narobe svetoval, da pač seveda vsak izhaja iz tistega, kar sam doživlja, ko bere, ne? Kar je sam nekako začutil med branjem in tega, kar je sam razumel, ne toliko iz tega, kar je mogoče bilo povedano, ki je zapisano. Seveda pa je pač to potem pelje do tega, da je pač seveda lahko dobimo tisoče in tisoče različnih zelo subjektivnih pogledov, ki jih je zelo težko ocenjevati. To je v bistvu problematika tega v bistvu eseja, ne? Da v bistvu na nek način literatura in razmišljanja o njej so in naj bi bila zelo subjektivna. Ne? Vsak bralec naj bi knjigo bral drugače, ne? In tudi razumel drugače. Ne? In v eseju naj bi, seveda tudi če govorimo o eseju kot literarni obliki, naj bi ravno to nekako dobilo svoj prostor, pored nekih objektivnih uvidov, nekih vseeno poskusa približevanju temu, kar je dejansko povedal roman, tudi bi mogel biti nek prostor, kjer bi lahko tudi se izrazili tisto, kar smo mogoče mi, kar se je nam osebno tu odprlo. Ne? Ker vse te zgodbe seveda odprejo lahko tudi nekaj čisto drugega v človeku, ki bere. Ne? Ker ta prostor ne bi literatura dopuščala. Tako da v tem smislu je verjetno treba iskati neko ravnotežje med tem, kar je seveda tisto razumevanje romana, ki ga bodo seveda tudi poskušali dijakom najti recimo učitelji in tem, kar dejansko vsak zase čuti, ko bere. Ne? No, zdaj letošnja tematika na eseju je razmerje med generacijami. Zdaj, kot ste rekli, ste gledali film tudi Konji krast, tako da boste lahko odgovorili na vprašanje, da malo primerjamo mogoče pomen med generacijami iz Konji krast pa iz vašega romana. Zdaj, v Konji krast je zelo poudarjen pozitiven očetovski odnos med Trondom in njegovim očetom. Potem pa na koncu, ko zapusti družino, pa to Tronda sesuje. In to je nekako cel smisel Konje krast. Na kak način bi vi povezali ta odnos z Jadranovim odnosom, z generacijami, naprimer z Safetom, z očetom ali pa z detkom? Ja, kot si rekla, jaz sem videl samo film in je v bistvu zelo nehvaležno. Film ni knjiga, ne glede na to, da mogoče nekako lahko dobiš vpogled, kaj naj bi roman bil, ampak to so potem le špekulacije. Jaz ne morem vedeti, kaj je v bistvu vse izpuščeno, kaj je drugače. Ker sem tudi sam filmar, vem, kako smo filmari radi v bistvu samosvoji in lahko, kako znamo narediti stvari iz knjige tudi malo drugače. Ampak ja, mislim, verjetno ta nek odnos očeta in sina pa je seveda ena od tistih mogoče ključnih stvari, ki ta roman, poleg teh generacijskih odnosov med generacijami in predvsem pač vpetosti v neko zgodovinsko okolje druge svetovne vojne, mogoče najbolj povezuje. Ne? In na nek način, ja, tudi Safet in Jadran sta seveda povezana močno in tudi Safet je v Jadranovi glavi nek lik očetovski, uspešen, ki nekako spreten v teh svojih preigravanjih takratnega sistema, nek skoraj da vzornik. Ne? Vse to se seveda sesuje, ko nekega dne izgine, ne? In njegov odnos do očeta se to popolnoma spremeni. Seveda, ona dva se srečata, ampak tam ni tisti oče, ki je bil. Ne? Mislim, da je to tisto, kar definira ta odnos, da ima Jadran v bistvu naenkrat dva očeta, tistega, ki je nekoč bil in tistega, ki ga zdaj po vojni že sreča. In na nek način skozi ta odnos se jaz skušam pač govoriti tudi o tem, kako se je zelo spremenil svet, kako je bilo
pred vojno v bistvu nek povsem drugače, ne samo, da se je država razdelila, da je bila vojna, da je bilo mnogo tega porušenega, ampak tudi, da so se ljudje spremenili in da dejansko vseh, ki smo imeli takšno ali drugačno izkušnjo vojne, obstaja čas pred in po. Ne? In ta časa sta strogo ločena in dejansko ker se je spremenilo vse, ne? Se ni spremenila samo pokrajina ali pa neka državna ureditev, ne? Ampak v bistvu je šlo to do tega, da so se spremenili ljudje in odnosi med njimi. Ne? Kaj pa Jadranov odnos z dedkom? Potem na koncu se v bistvu začne knjiga z tudi tem nekako razmerjem med mamo pa Safetom pa mamo pa dedkom. Ne? Na kakšen način pa Jadran ta odnos doživlja? Ja, ta odnos je seveda veliko za Jadrana odraslega človeka, morda še pomembnejši toliko, ker predstavlja vseeno konstantno. Ne? Dedek je bil ta konstanta, ki mu je pomagal čez ta prepad, recimo, ali pa konec nekega sveta, ne? Ko je oče odšel. Dedek je bil tisti človek, na katerega se je lahko recimo poleg mame seveda uprl, ne? In se ni spreminjal. Tudi seveda, potem vidimo, tudi sam je doživel seveda neke spremembe, ampak ne tako velike in drastične. Ne? Skratka, nekaj, kar mu je seveda pomagalo, da je šel čez to odsotnost očeta. Ne? Zato je na nek način to bistveno. Jaz mislim, da za današnji čas je tudi značilno, da se nekako rahljajo te vezi med generacijami. Ne? Da babice in dedki igrajo manjšo vlogo danes v življenjih svojih vnukov kot nekoč. Ne? Nekoč je bilo povsem logično, da so otroci tudi potem, ko so bili večji, preživljali ogromno nekega časa pri dedkih in babicah, da so dejansko včasih dedki in babice prevzemali vlogo tudi staršev v neki točki, ne? Da je bilo to dosti bolj pogosto, kot je danes. Ne? Tako da tu nekako je ta vez še mogoče iz nekega prejšnjega časa pri Jadranu, ne glede na vse, kar se je pač z Aleksandrom pa tudi z njegovo ženo Jano dogajalo. Ne? In mogoče v tem smislu Jadran šele, v bistvu, ko dedek umre, se zave, kako pomembno vlogo je ta človek odigral v njegovem življenju, in zato v bistvu se nekje tudi zgodba začne z njim, ker je nekako njegova smrt prinesla neko zavedanje tega pomembnosti, ker on ni bil edini stari starš, ki ga je Jadran imel, ampak ta posebna vez, ki sta jo imela, pa je v tej Jadranovi zgodbi o samem sebi seveda prevzela eno ključnih vlog. Se tudi na koncu poglavja po smrti Aleksandra, ne? Ko Jadran pride do fige in se usede zraven fige in začne božati in gledati sadeže, kako raste, šele takrat se res popolnoma zave izgube. Zakaj je ravno figa povzročila tako močno čustveno reakcijo na izgubo dedka izmed vseh njegovih drugih materialnih okoliščin, če mogoče zignoriramo zdravila? No, mislim, vedno je nekaj, ne? Vedno je temu sprožilec, ne? Ali mladi bi rekli trigger, ne? Ker je to, kar nas v bistvu se dotakne. Nikoli ne veš, kaj bo. Ne? Jaz sem pač tukaj izbral figo čisto iz nekih drugih svojih osebnih izgibov, pa nekaj za zgodbo se mi je zdelo primerno. Lahko je pa to karkoli, nikoli ne veš, v bistvu, kaj te bo v bistvu v tebi odprlo, v bistvu pot nekim čustvom, ki jih zadržuješ, kaj te bo zlomilo. Ne? To so lahko najrazličnejše stvari. Ne? Vsavno, pač ljudje, vsak kompleksen odnos ni pač samo odnos, ki bi ga lahko opisali s figo. Ne? Če je bila to neka banalna stvar, ampak nekaj, kar je v bistvu, na kar mogoče Jadran niti ni bil pripravljen. Ne? Na neke druge stvari je vedel, da so pomembne, in je že preden jih je zagledal, vedel, tam je dedek, ne povsod je, ne? Nekem trenutku on sedi in govori, kako ga povsod, nek način povsod vidi, sam tam ne v njegovem telesu. Ne? Ampak mogoče nekaj te ponavadi ujame nepripravljenega. Ne? In nekako uspe prilesti mimo tvojih nekih vseh obrambnih mehanizmov in te potem zlomi. Ne? Tako da
v tem smislu se mi zdi, da ko je mislil, da je že z vsem v hiši opravil, ne, je potem se usedel na figo pa rekel, no, zdaj lahko že življenje steče dalje in takrat se mu je dedek od nekod pretihotapil preko te fige in ga seveda zlomil na nek način. Ja, se tudi Jadran je doživljal spremembo dedka, še posebej, ko sta z Anjo prišla na obisk in ko je že bila babica zelo, zelo dementna. Zdaj, Aleksander se je pa sam spremenil po besedah svoje hčerke, potem, ko se je vrnil iz Egipta, da je prišel nazaj čist drug človek, še posebej zaradi tega, ker je ogromno začel brati. In potem, kot vemo, je tudi svoji ženi Jani prebiral zgodbe, takrat, ko potem ona ni več mogla. A mislite, da je prebiral te zgodbe zato, ker je njej želel omogočiti pobeg v domišljijski ali pa navidezno nek lepši svet, ali ker je sam želel pobegniti iz tega tujega, neresničnega sveta, ki se mu je predstavljal izza ženinih oči? Pa jaz mislim, da se on skrival v knjige, no? Da v bistvu je, ker ni vedel, kako v bistvu vzpostavljati nek kontakt, oziroma vsak pogovor z Jano na nek način razkrival, koliko je ona odsotna iz tega pogovora. In je bil verjetno vsak pogovor zanj boleč, ne? In mu je enostavno bilo lažje, če je bral, ne? In pač pozabil na to, da v bistvu nje ni zares tam, ne? In na nek način je bil to, ja, v bistvu bolje so bile te knjige kot ena zavesa, ki jo je postavil med njiju in za katero v bistvu je manj bolelo vse to, kar je na drugi strani. Ne? Tako bi jaz razumel te knjige. Ne? In potem, ko je ona umrla, jih je on nadaljeval brati, ker so ga seveda spominjali na njo, ni bila neka vez, ki jo je vzdrževal preko knjig. Ne? Seveda, tudi ponavadi ljudje, ko pridejo, ko se upokojijo, začnejo pač brati, ker naenkrat imajo več časa, naenkrat jim pač literatura ni prepočasna, ne? Nekako so pripravljeni si vzeti ta čas, ki ga literatura zahteva, se ustaviti, predvsem moški, ne vem, nimajo nikoli časa, ne? Da bi se, mislim, večina bralk literature so ženske, ne? In nekako ženske si uspejo najti malo več časa, moškim se vedno nekam mudi, vedno imajo toliko enih stvari za početi, hobijev takšnih, drugačnih, da nekako ne uspejo. Zdaj seveda posplošujem, ampak nekako ne uspejo si vzeti čas za preberanje nekih 400 strani knjige. Nekako ni to neko način preživljanja prostega časa, ki bi jim nekako dajal tisto, kar potrebujejo. In dostikrat šele potem, ko se res njihovo življenje nekako umiri, ustali, posežejo za knjigami. Ampak mislim, da v prvi vrsti pri Aleksandru je pa to, da je na ta način v bistvu neka komunikacija med njima obstajala, ni pa pri tem on vsako besedo čutil, koliko v bistvu Jana ne sodeluje v njej. Ne? Zdaj, ali ste že pred začetkom vedeli, da bodo zgodbe iz preteklosti posledica Jadranove domišljije, ali ste se to odločili na koncu? Ne vem, če sem vedel čisto od začetka. Ne? Mislim, da to je bil nek obrat ne na koncu, ampak nekje v procesu pisanja. Čisto določeno, jaz vseh stvari, ko začnem pisati, nimam. Ne? Nekako pišem, pač skiciram roman, da približno vem, kam grem. Potem pa seveda to traja, ne? In ti sproti premišljuješ. Ne? Tudi ko pišeš, v bistvu svoje like šele spoznavaš, razmišljaš z njimi, odpirajo se ti stvari in nekako včasih seveda jih probaš zadržati na tisti poti, ki si jo izbral, včasih pa seveda jim moraš pustiti, da grejo nekako po svoje, ker enostavno vidiš, da bolj ko jih spoznavaš, da mogoče tisti tvoj začetna ideja niti ni bila dovolj verjetna, da ta lik, ki si ga ustvaril, ne bi naredil tistega, kar si ti na začetku zamislil, da bi, ne? Ker dejansko ti ves čas, ko pišeš, te like spoznavaš in v bistvu jih najbolje spoznaš, ko prideš do konca, ne? Takrat jih v bistvu šele zares poznaš, ne? Učiti se ali ne učiti se slovenščine? To je zdaj vprašanje. Sem Anika in študiram slovenščino in italijanščino.
Zelo sem vesela, da sem se našla v svojem študiju in grem vsak dan z veseljem na predavanja. Neizmerno sem vesela, kot v drugim vzbudim zanimanje. Razumem, da te snov kdaj ne zanima, ampak zato sem tukaj jaz, da ti učenje slovenščine popestrim. Predavanja sem razdelila na 3 dele. Slovnico, esej in književnost, v kateri boš izvedel vse, kar potrebuješ vedeti za maturo. Se vidimo na predavanju. Knock, knock. Who's there? To. To who? No, it's to whom. Sem Mija Katarina Mihalinec in sem diplomirana anglistka in rusistka. S poučevanjem angleščine imam že 5 let izkušenj. Prav tako sem 2 leti nazaj pridobila certifikat iz poučevanja angleščine. Šli bomo od past simple do future perfect. Vmes bomo dodali še ščepec passive voicea in modalnih glagolov. Če na maturi nisi siguren, poslušaj svojo intuicijo. Z angleščino imaš toliko stika vsak dan, da ti je ziher do neke mere zlezla pod kožo. Vse bomo predelali. So res konci, kjer se je vse lepo zaključilo in vse je zapakirano in malo smo se razvadili takih, da se vse zgodbe zaprejo in je vse jasno in vse razloženo. Ampak v literaturi je bilo meni vedno bliže, da so bili konci malo nedorečeni. Literatura mora biti malo nedorečena, zato da pusti ta prostor bralcev. In zdaj seveda jaz nekje v svoji glavi recimo lahko si nekaj zamislim, ampak če bi hotel zdaj to povedati, bi verjetno povedal. Mislim, da v tem smislu se mi zdi, da knjiga vseeno dala toliko enega vpogleda v življenja teh ljudi in v njih same, da nekako lahko zaslutimo, kaj se bo z Jadranom in Anjo zgodilo naprej. Tako kot se mi zdi, da pri mojem prejšnjem romanu, kjer je bilo tudi eno glavnih vprašanj, ko sem hodil po srednjih šolah, ali bosta Nadja in Vladan ostala skupaj, da se mi zdi, da tisti, ki so verjeli, da bosta ostala skupaj, so nekako izhajali iz te svoje želje, da bi se neka ljubezen ostala večno in nekako so si potigan želeli nekaj, kar v bistvu ni bilo
nobene v bistvu sicer realne osnove. Ne? Če si malo pogledal ta dva lika in njuni zgodbi, ti je bilo jasno, da nekako ne moreta priti skupaj. Ne glede na to, da to ni izrecno v knjigi pisalo, ampak seveda v nas je, da nekako upamo in da smo malo idealistični in da malo zanemarimo realnost, ko si nekaj zelo želimo. To je tudi tukaj je seveda situacija precej drugačna, ampak pravim, mislim, da pa je toliko v knjigi vseeno te junaki so, da pač seveda lahko vsak naplete malo nadaljevanja. Ne? In predvsem pa je bistveno to, da v bistvu nobena zgodba se v resnici ne konča. Ne? Mislim, življenje gre dalje. Ne? Vsaka zgodba, ne glede na to, kako zelo bi jo jaz zaključil, bi mogla imeti nadaljevanje, če ne bi bila iztrgana iz življenja. Ker življenje ima vedno nadaljevanje, nikjer ni. Tudi po smrti se zgodba nadaljuje. Ne? Mislim, tako da v tem smislu tudi zato nekako ne maram teh koncev, ki naj bi bili popolnoma jasni in konci, katerim ne bi bilo možno nič dodati. Jaz mislim, da vsem mojim romanom se mi zdi, bi lahko še marsikaj dodali. Ne? In tako se mi zdi edino pravno. Kater del romana Figa pa je po vašem mnenju tematsko najtežje razumeti ali pa vsebinsko najtežje razumeti? Kaj bi vi svetovali maturantom, čemu največ pozornosti posvetijo? Pa dobro, ne vem, mislim, pozornosti naj posvetijo prvič tistemu, kar jih najbolj privlači, ne, kar jim je najbliže, kar jim je najbolj všeč, ne, mislim, to je dejstvo. Drugo, verjetno tistemu, kar bo verjetno se od njih zahtevalo na eseju, tudi to je nekako malo preračunljiv, glede na to, da je to matura, je treba biti. Po mojem mnenju mogoče najtežje, vsaj po mojih nekih izkušnjah, je razumevanje, recimo ena od stvari, tega Safetovega odhoda, ne, ki ga nekje, kjer dobivam, vidim, da prihajajo do mene vprašanja, zakaj pa je Safet v bistvu sploh odšel. Ne? Tu se mi zdi, da nimajo samo mladi bralci težav, imajo pač tudi starejši včasih malo želje, da še kaj dodatnega izvejo. Ne? Safet, ja, jaz sem hotel nekako pustiti to nejasnost, ne? Ker v bistvu tudi Jadran nikoli čisto ne izve, zakaj pravzaprav je njegov oče šel. Ne? In pač ta nejasnost v bistvu Jadrana zelo zaznamuje, ne? Kot človeka in se te njegove odnose. Ta vprašanje ostaja z njim, tako kot v bistvu posamezne vprašanja ostajajo s vsemi nami. V življenju je polno stvari, na katere ne uspemo najti odgovorov. Ne? Zato se mi je zdelo, pač, da mora imeti tudi Jadran neka nerazjasnjena vprašanja. Konec koncev on to zgodbo pripoveduje tudi zato, da bi si na neka vprašanja odgovoril in med drugim predvsem na to, kaj se je zgodilo z njegovim očetom in seveda težko razumljivo. Ne? Po drugi strani jaz seveda neko razlago seveda imam, ne? In zato mogoče, ampak je mogoče malo zahtevnejša, ne? Mislim, je mogoče treba razumeti čase, mislim, predvsem pa neko zgodovino in vlogo moškega v preteklih in pa tudi zdajšnjih časih, kjer se v bistvu zahtevalo od moških vzedno, da so nekje močni, da so uspešni, da v prejšnjem sistemu preigravajo ta nepopoln sistem, da nekako vedno znova dokazujejo, da so oni tisti, ki vodijo igro. Ne? In Safet je tu tipičen primer tega, ne? Nek moški, ki v bistvu vedno uspešno preigra sistem, ne glede na to, kakšne ovire mu nastavlja na pot. Ne? On je vedno tisti, ki vse pozna, ki vse uredi s pomočjo Daneta, sploh mu je le nebo njegova meja, se zdi. Ne? Ampak pri tem seveda večina moških nekako skriva vse svoje šibkosti. Ne? Mislim, ta sistem ne ima razumevanja, ne vem, za ženske šibkosti in ranljivosti. Ne? Nekako ženske naj bi takšne bile, ne? Naj bi pokazale tudi svoje čustva, medtem ko moški, sploh ko govorimo o nekem Balkanu, ne? Ampak tudi v Sloveniji to ni dosti drugače, so pogosto ne smejo pokazati svoje šibkosti. Ne? Pogosto jih nekako sam sistem sili, da so seveda ti močni moški zmagovalci, vedno borci, pokončni, odločni, da točno v vsakem trenutku vejo, kaj je treba narediti. Ne? Večina moških pa takšnih ni. Ne? Mislim, in Safet v bistvu prvič zares
izgubi, ko ostane brez dokumentov. Ne. Doživi v bistvu prvič, da njega sistem preigra, da v bistvu ga premaga. In on dejansko naenkrat se sta njegova podoba, namišljena podoba nekega močnega, uspešnega človeka v popolnosti sesuje. Ne. On čuti ogromen sram. Ne. Mislim, to je neka to poraženost, preko katere ne more. Ne. To se njemu zgodi. Ne. Svet, ob tem seveda svet, v katerem je on seveda bil ta uspešni zmagovalec, razpada. Svet, ki ga je imel v malem prstu, kako vseh teh, kako se nekako gibati skozi vsa ta labirint, birokratski labirint socialistične Jugoslavije, vse to seveda razpada in on je kar naenkrat nebogljen v tem novem svetu, ne, in ugotovi, da pač je sistem močnejši, ne, da je zmagal. In on v bistvu namesto, da bi priznal poraz in rekel, v redu, ne, to sem zgubil, ampak bom treniral naprej, bom boljši, se bom naučil, privadil novemu sistemu, ne, našel neko pot, ne, ga to v bistvu tako povozi, da v bistvu sploh ni sposoben iti niti domov in povedati ženi, povej, zgubil sem, ne, ni sposoben iti prositi za pomoč, ne, ni sposoben iti do Dane, ta reči, že Dane, vem, bil sem trmas, ne, ampak mi lahko pomagaš, ne. Vsega tega ni sposoben, ne, ker ni navajen biti poražen, ni navajen priznati, da je šibek in nemočen. Ne. In zato pobegne, zato v bistvu popolnoma izgubljen. In potem, ko enkrat pobegne, se ta njegov občutek samo še povečuje in do tega, da v bistvu se popolnoma izgubi. Ne. Ja. Zdaj, če se malo vrnemo še nazaj na uvod. V uvodu je včasih zelo fajn dati kak citat iz knjige, ne, s katerim res zagrabiš pozornost ocenjevalca. Kateri citat je pa vam najbolj ostal, ali pa misel iz knjige? Pa ne vem, če imam en citat iz knjige. Ne. Mislim, vsake toliko kdo kakšnega citira, ampak ne vem, če razmišljam o teh knjigah in o svojih stavkih, tako da bi prav nekako imel posamezen citat. Mogoče imajo pesniki kakšen vers svoj, za katerega mislijo, da jim je še posebej uspel. Jaz nekako knjigo vsem vidim kot celoto, tako da v bistvu res ne vem, kateri citat bi bil tisti, ne, ki bi mi bil zdaj bliže kot kakšen drug. Ne. Ne vidim nekako, ko razmišljam o knjigi, jo ne vidim kot razdeljeno na stavke, ne, na besede. Ne. Vidim to nekako bolj kot neko slikovito mešanico enih slik, podob, čustev, tistega, kar naj bi te besede v resnici odpirale. Ne. Tako nekako jaz svojo knjigo si zamišljam in zato težko zdaj izločim neki besedo iz nje in jo na nek način. To je kot bi rekli slikarju, katera črta na sliki vam je pa najbliže. Ne. Katera poteza s čopičem pa na tele sliki vam je najbližje, ali pa glasbeni, katera nota vam je pa najbližje v vaši simfoniji. Ne. Tako da ne vem, res ne vem. Ja, seveda. Popolnoma razumem, vse edino prav. Fajn je gledati na knjigo kot na celoto. Zelo res. Ok, zdaj, glede na to, da je vaša knjiga bila izbrana za letosni poskusni esej, torej samo v vaši knjigi se bo pisalo, kaj mislite, da lahko dajo ocenjevalci kot temo poskusnega eseja? Ja, ne vem, mislim, da imajo kar nekaj možnih izbir. Ne. Mislim, da so zato tudi zbrali Figo, recimo, ne, ker dejansko odpira več tem in je pač možnosti več. Ne. Mislim, da pač tu so, ko se sva omenila, sva že nekatere te teme, odnosi med generacijami, tudi zgodovinsko, kako čas vpliva recimo na življenja posameznikov. To se mi zdi ena tem, te glavnih tem te knjige. Seveda potem je tu seveda beg, ki pač vsi odhajanje, ljubezen, tudi odhajanje, v smislu tudi demence, ne, potem Janine, skratka. Številne teme so, ne, in jaz mislim, da to je tisto, kar je pri tej knjigi seveda zanimivo, ne, kar je in mogoče pa tudi težavno, ne, težko je vedeti,
kaj dobiš. Ne? Lahko se ti pripravljaš na eno temo, potem pa bo na eseju drugo. Ne? Ampak glede na to, da je to poskusni esej, se mi zdi, da tu pa res lahko vsi zelo poskušajo knjigo prebrati in pač nekaj o njej napisati, ne? In poskušati res dejansko napisati tisto, kar so razumeli, in potem seveda videti, kako je bilo to ocenjeno in temu primerno seveda potem svoje razumevanje popraviti, rečemo temu, no? Čeprav je to malo nenavadno, se sliši. Pa ne vem, če obstaja eno generalno sporočilo. Niti ne vem, če je literatura ta, ki bi nosila neka generalna sporočila. Ne? Jaz sem že večkrat povedal, da v bistvu pišeš romane o stvareh, na katera nimaš odgovora. Skratka, v bistvu že samim s tem v bistvu ni namen podati nek odgovor, se že vnaprej zavedaš, da ga najbrž nimaš. Ti poskušaš najti odgovor, ne? Vsaka knjiga je poskus iskanja nekega odgovora, ne? Ampak v resnici pa nekega odgovora nimaš. Ali, mislim, možno, da kakšen od teh ponujenih odgovorov je celo pravi, ampak mislim, da v pisatelju mora biti toliko dvoma v lastne besede in lastne misli, da ne sme verjeti, da je kakšen odgovor pravi. Ne? Ta knjiga sigurno nosi ogromno nekih sporočil, ne? Ne vem pa, če nosi neko osnovno, ključno sporočilo, ne? Oziroma se mi zdi, glede na to, kako se ta roman bere, da skoraj vsak bralec najde neko drugačno sporočilo, ki ga prepozna kot tistega pravega. Ne? Ta roman je možno brati kot zelo političen roman in nekje so ga brali tudi kot zelo političen roman, nekje so ga brali kot ljubezenski roman, nekje je to roman o svobodi, nekje je to roman o tem, kako čas vpliva na različne čase, različni časi na različne načine vplivajo na posameznika in njegove najbolj intimne sfere. Skratka, veliko stvari odpira in v bistvu je na bralcu, da nekako postavi to hierarhijo teh tem in njih sporočil. Ne? In to je zelo povezano s tem, kakšne preference ima bralec, tudi kateri generaciji pripada, kakšno je njegovo poznavanje in tudi odnos do preteklosti, tako, kakšne so pričakovanja glede romana in vsega, tako, kakšne so njegove bralne izkušnje. Tako da tu je zelo, zelo različno. Ne? In to se mi zdi, da je neka prednost literature, da omogoča zelo različna branja. Ne? In, vem, da pač na eseju nekako moraš nekako poenotiti neko razumevanje, vseeno mora biti dosti enotno, ampak v bistvu je pri literaturi prej tako, da različnost branje prednost, ne pa slabost. Imate še mogoče kakšen zaključni nagovor za letošnje maturante? Želim vsem predvsem veliko užitka v branju knjige, da jim to seveda bi bil tisti, recimo, bom rekel, najlepši del priprav na maturo, ne, glede na to, da je matura povezana predvsem z učenjem, velikim pač trdim delom, se mi zdi, branje naj bi bilo pa nekaj, kar je človeku prijetno. Ne, skratka, bi želel, da bodo rekli, ok, zdaj moram se učiti to in to in to za kakšen drug predmet, ne, ampak potem pa lahko berem, ne, in pri tem uživam. Ne, da bi vseeno v tej moji knjigi, pa tudi v drugi knjigi uživali, ne, in da ne bi bila to samo ta nujna prisila in muka, še neka stvar, ki jo je treba pač oddelati. Predvsem pa upam seveda, da ne bodo da bo čim manj teh neuspešnih esejev, ne, in da ne bo moja knjiga potem kriva za neke zamujene priložnosti. Ne. Tako da jaz še enkrat ponavljam, ne, probite biti predvsem bralci knjige in uživati v literaturi in šele potem biti maturantje in
pisatelji, pisateljice maturitetnega eseja. No, super, zdaj smo prišli do konca intervjuja. Hvala za vaš čas in za vaše zelo lepe odgovore. Hvala za vabilo. Tako, evo.